Spoštovani gospod nadškof Marjan Turnšek, spoštovani gospod nadškof Kramberger, gospod škof Smej ter vsi ostali visoki gostje, ki ste danes tukaj ob začetku govorov v stolnici, lepo pozdravljeni. Še posebej pa pozdravljen današnji govornik, gospod Anton Stres, ljubljanski nadškof in metropolit. Dobrih 15 let nazaj je na tem mestu stal sedaj že blaženi papež Janez Pavel II. In nagovoril predstavnike znanosti in kulture. Takole je dejal ob sklepu svojega nagovora, ki nam lahko služi kot navdih za naša razmišljanja. Spoštovane gospe in gospodje, razvoj in pospeševanje kulture in znanosti je temeljnega pomena za celostno rast posameznika, kot tudi za življenje narodov. Samo živa in bogata narodna kultura vas bo obvarovala pred nevarnostjo, da se pomešate ali celo izginete v svetu, ki je vse bolj izpostavljen izenačevanju in sivi poenotenosti. Naj vaše napore spremlja zavest, da je bila krščanska vera v dolgi in nelahki zgodovini Slovenije bistvena sestavina njene kulture. Spoštovati in ohranjati vero, ki ste jo prejeli pred 1250 leti, priznati cerkvi mesto, ki gre v javnem življenju in ji ne odrekati sredstev za njeno delovanje, ni samo zahteva pravičnosti v pravno urejeni državi, ampak tudi eden od pogojev za ohranitev vaše lastne istovetnosti. Zvestoba tej kulturi, prežeti s krščansko vero, je najboljše jamstvo za vašo prihodnost. Želim, da bi bila ta prihodnost polna upanja in od Boga blagoslovljena. Zato je prav, da je v dogajanje Evropske prestolnice kulture dodana tudi ta refleksija, povezanost vere in kulture. Že takrat nam je kot veliki vzor te tesne povezanosti pokazal na blaženega Antona Martina Slomška. Spoštovani, k besedi vabim našega današnjega gosta, da nas ob začetku Evropske prestolnice kulture svojim razmišljanjem povede v refleksijo neločljive povezanosti vere in kulture. Spoštovana gospoda nadškofa, spoštovani gospod škof, spoštovane gospe in gospodje. Tesno povezanost vere in kulture nakazuje že dejstvo, da imata besedi kultura in kult, bogočastje, isti koren. Ta besedni izvir je glagol kolo, ki pomeni obdelovati, gojiti ali vzgajati, izkazovati čast ali častiti. V primeru kulture gre za negovanje človeškega duha, kultura animi, včasih rekli. Človek ne obdeluje in ne neguje samo zemlje, ampak tudi samega sebe in svoje odnose. Če je kultura omika, tudi olika, kot negovan odnos do bližnjega, nikakor ni zanemarljiv, čeprav je žal velikokrat zanemarljiv. Sovražni govor ali celo pozivanje k sovraštvu je vse kaj drugega kakor kultura. Sicer pa je kultura gojen, negovan duhovni odnos, ki ga ima človek do resnice, do dobrote in do lepote in s tem tudi do najvišjega, ki v sebi združuje resnico, dobroto in lepoto. Verovanje z vsemi svojimi tremi bistvenimi sestavnimi deli, namreč prvič
svojo govorico in teoretičnim učenjem ter simbolnimi predstavami o tem, kaj je res kot poslednji smisel človeškega življenja. Drugič, svojimi praktičnimi, bogoslužnimi, kultnimi navodili in etičnimi, vsakdanjimi življenjskimi normami, ki odgovarjajo na vprašanje, kaj je dobro in prav, ter končno tretjič, svojimi institucionalnimi ali občestvenimi skupnostmi pričevanja in postavljanja samega sebe v širše družbeno in politično okolje, je torej od vsega začetka del splošnejše nege, skrbi in vzgoje, ki jo človek kot duhovno bitje namenja tudi svojemu odnosu do sebe, do bližnjega in do Boga in s tem razvija sebe kot kulturno bitje. Kult ali verovanje torej ni zunaj kulture, ampak je njen sestavni del. Vera in kultura si ne stojita vsak sebi, tako da bi se na to bilo treba vprašati, kako naj jo povežemo ali združimo, ampak je vera poseben in svojevrsten izraz iste človeške duhovnosti, ki človeku ne dopušča, da bi živel zgolj neposredno, nagonsko, nepremišljeno in nekritično, se pravi brez tistega notranjega odmika, zaradi katerega ne samo govorimo in delamo, ampak tudi vemo, da govorimo in delamo in se ravno zato tudi lahko sprašujemo, kaj govorimo in delamo, kako bomo govorili in delali in ne nazadnje tudi, čemu sploh govoriti in delati, čemu sploh živeti. Bistvo človekove duhovnosti je ravno ta notranja navzočnost samemu sebi, odsevanje samega sebe v samem sebi. Ta refleksivnost ali povratnost, odmik od samega sebe in hkratna navzočnost sebi omogoča našo zavest in naše samozavedanje in s tem tudi vsa razočaranja ali pa spraševanja o samem sebi. Tukaj smo torej na samih izvirih človekove duhovnosti. Zastavlja se vprašanje, kako to, da je človek samemu sebi nasproti, ko se samega sebe zaveda ali se celo zaveda, da se zaveda. Pa ne samo to, samega sebe lahko tudi popravlja, spreminja in kritizira. Lahko celo ustvarja nekaj novega. In tukaj smo pri bistvu. Človek je edino bitje, ki lahko naredi nekaj, česar poprej še ni bilo. Nekaj novega. S tem pa smo v jedru in izviru kulture v širokem pomenu besede. Kulture ali civilizacije, ki pomeni svet, ki ga človek ni podedoval od narave, ampak ga je naredil sam. Tega druga živa bitja ne zmorejo, ne poznajo. Kultura v tem širokem pomenu besede, ki jo imenujemo tudi civilizacija, je torej narejeni svet in obsega številna področja. Recimo najprej področje človekove proizvodnje dobrin in potrebnih stvari za telesno preživetje. Potem je to tudi svet človekovih družbenih in političnih institucij, s katerimi človek oblikuje svoje odnose sebi enakim. Končno pa je to tudi svet, ki je povezan s človekom kot simbolnim bitjem, ki z uporabo najrazličnejših simbolov, znamen, gradi idealni svet in miri onstran tega, kar mu je neposredno dano. Leta 1982 je UNESCO opredelil kulturo kot, navajam, niz značilnih duhovnih in gmotnih, intelektualnih in čustvenih potez, ki zaznamujejo neko družbo ali družbeno skupino. Kultura obsega poleg umetnosti in literature tudi življenjske navade, osnovne človekove pravice, vrednostne sisteme, tradicije in verovanja. Torej je tudi vera del kulture in po našem prepričanju celo bistva.
Če pa se nocoj omejimo na kulturo v tem ožjem pomenu besede, se pravi na umetno, v prvi vrsti na umetnost, se tukaj človekova sposobnost, da ustvarja nekaj novega, pokaže v posebni luči. Kultura v tem ožjem pomenu besede so bolj ali manj genialne stvaritve, intelektualne, umetniške in duhovne. To so stvaritve predvsem posameznikov, ki so v svojem spraševanju po zadnjem smislu odkrivali velike vrednote, ki dvigajo duhovno življenje ljudi, ki torej gojijo, negujejo duha o njegovem najvišjem stremljenju po resnici, po dobrem in po lepem. Janez Pavel II je v svojem znamenitem govoru na UNESCO v Parizu leta 1980 v tem smislu kulturo na zgoščen način označil kot tisto, po čemer človek kot tak postaja bolj človek. Med kulturnimi stvaritvami v širokem pomenu te besede, se pravi med civilizacijo in kulturo v ožjem pomenu besede, pa je razlika tudi v tem, da civilizacijski dosežki zastarijo, kulturne stvaritve pa so trajne in večne. Recimo, vedenje o naravi v nas in zunaj nas, kako so ga imeli pred stoletji, ali pa tehnični pripomočki, recimo v medicini, ki so jih na osnovi takratnega vedenja uporabljali, danes ne uporabljamo več. Ker je to vedenje podrejeno človekovi koristnosti in uporabnosti, je moralo prepustiti mesto drugim spoznanjem in veščinam. Drugače pa je z velikimi kulturnimi stvaritvami, ki niso vezane na neposredno, se pravi na materialno koristnost in uporabnost, temveč so kultura animi, na negovanje in dviganje človekovega duha. Torej ne na kvaliteto imetja, ampak na kvaliteto bivanja. Take so etične vrednote ljubezni in nesebičnosti, se pravi svetosti, ter velike stvaritve na področju lepega, bodisi v literaturi, likovni umetnosti ali glasbi. Te ostajajo tudi danes v polni veljavi, če tudi smo med tem v marsičem spremenili slog in način svoje ustvarjalnosti. Medicinskih pripomočkov, kakor so jih uporabljali v Mozartovem času, danes ne uporabljamo več. Ampak Mozartovo glasbo pa poslušamo še z isto pozornostjo in istim užitkom. Vedenje o naravi ter tehnična in ekonomska uporabnost tega vedenja, kakor je bila v veljavi pred 1000 leti, sta danes izgubili svoje vrednosti. Svetost svetnikov, recimo, izpred 1000 let, ali pa vzvišenost navdiha gotskih katedral ali pesniških stvaritev, pa nisto obledeli. Svojo kulturo v tem ožjem pomenu besede, kot negovanjem svoje duhovne kvalitete bivanja, se torej človek pospne nadminljivost, začasnost in prehodnost in se dotika tistega, kar ostaja in kljubuje časovni minljivosti. Torej se dotika absolutnosti. Človek je torej kulturno bitje, ker se ne more sprijazniti z dejstvom, da bi kar tako bil, ampak samega sebe dela, samega sebe oblikuje, spreminja in svobodno in ustvarjalno dograjuje svojo naravno danost. S kulturo človek goji svojo duhovnost, goji in pospešuje najvišji in najodličnejši del svoje telesno-duhovne kompleksnosti. Že v tem smislu je torej razumljivo, da je kultura povezana s splošnim pojavom človekovega samopreseganja in ustvarjalnega preraščanja preko tega, kar trenutno samo je. Zato brez kulture ni človeka. Tu pa se zastavlja vprašanje, kaj človeka žene ali nagiba, da se ne zadovolji z nastalim ali z danim, temveč išče nekaj drugega, ustvarja nekaj novega. Za ta ustvarjalni duhovni dinamizem
niso dovolj samo materialne razlage ali pa materialistične razlage, po katerih človeka žene v ustvarjalnost revščina, življenjska ogroženost ali skrb za preživetje. Človeka žene vedno naprej njegova usmirjenost ali upirjenost v neko bivanjsko dokončnost in popolnost, kakršne na ravni zgodovinskih uresničitev v času in prostoru ne more pravzaprav nikoli doseči. Gre za duhovno željo in željo, katere popolna izpolnitev se vedno odmika v stranost, ker je tudi večja kako vse, kar lahko uresničimo. V verski govorici imenujemo to Bog. Z tega vidika razumemo, zakaj je religija, kljub svoji specifični različnosti od raznih drugih oblik kulture, hkrati tudi z njimi globoko povezana. Religija je zato vernost, vera je zato prakulturni pojav. Kajti religija odpira človeka ravno onstran vsega, kar izkustveno je. Njegovo pozornost in upanje usmirja preko tega sveta in njegovih trenutnih omejitev, pa tudi razočaranj. V tej točki se religioznost stika z drugimi človekovimi kulturnimi dejavnostmi, če smem tako reči. Kultura je torej v svojem pojavljanju zaznamuje religiozno in religija kulturno. Vernost je kulturno, kot sem rekel, prakulturno dejstvo, ker je zanjo bistveno, da razvija in neguje človekovo duhovnost in njegovo potrebo po transcendenci in svetem, po absolutnem, po resničnem, po dobrem in lepem v njihovi dokončnosti, skratka po Bogu, kakor ga imenujemo v našem monoteističnem verskem izročilu. Med zelo znane predstavnike takega tesnega povezovanja kulture in religije sodi znani protestantski teolog iz drugega polovica prejšnjega stoletja Paul Tillich, ki v svoji filozofiji religije pravi, da je religija usmirjenost duha k brezpogojnemu smislu. Kultura pa je usmirjenost duha k pogojnim oblikam smisla. Tillich gradi svojo religiološko in svojo kulturno teorijo na pojmu pomena ali smisla. Zato vidi v religiji tisto brezpogojnost, tisto popolnost, absolutnost pomena, brez katere bi se vsi pomeni, ki jih izražajo in oblikujejo razne kulture in njihove stvaritve, sesuli. Religija izraža in uresničuje smiselnost vseh smislov. Če ni brezpogojne, zadnje in čiste smiselnosti, potem izgubijo vse omejene in delne oblike smisla, ki jih izražamo v različnih kulturnih dejavnostih, podlago za svojo posmišljajočo funkcijo. Religiozna usmirjenost v absolutni smisel je potem takem predpostavka vsakega uspešnega usmišljanja našega življenja, s katerimi se ukvarja kultura. Zato Tillich zaključuje, kultura je izrazna oblika religije in religija je vsebina kulture. Razmerje med religijo in kulturo je torej razmerje med brezpogojno vsebino smisla in pogojenimi, se pravi končnimi, relativnimi, prehodnimi oblikami tega istega smisla. Ko Pavel Tillich trdi, da je religija substanca kulture in da je kultura forma religije, lik religije, ko k temu še zatrjuje, da je vsak posameznik, vsaka kultura in vsaka civilizacija v primežu poslednjega smisla, ki ima status Božjega, razkriva samo to, kar se mu zdi, da je struktura delovanja vsakega posameznika, vsake civilizacije, vsake kulture in potem takem tudi vsake religije. Dejansko zgodovina ne pozna nereligiozne kulture. Če tudi nas etnologija uči,
da lahko beseda religija pokriva zelo različne stvarnosti, od judovsko-krščanskega monoteizma pa do budističnega ateizma preko številnih uradnih ali poluradnih politeizmov in panteizmov, ki jih najdemo v popularnih religijah. Če je tako in iz dosedanjega izvajanja sledi, da je tako, potem se tudi naše in sploh evropske kulture ni mogoče zamišljati brez krščanstva kot evropske prevladujoče religije. To dejstvo ni naključje, ki bi ga smeli odmisliti, zanemarjati ali omalovaževati, kar se ravno pri nas tako pogosto dogaja. To ni naključje, ampak je bistveno povezano s tem, kar kultura je in kar religija je, posebno še krščanska. Kajti ravno krščanstvo je na poseben način izpostavilo ta dialektični odnos med dostranstvom in onstranstvom, ko je na osnovi Božjega učlovečenja, kar pozna samo krščanstvo, po eni strani kot izrazit monoteizem ohranilo vso naravno nepremostljivost med Bogom in svetom. Po drugi strani pa jo je svojo izkušnjo Božjega učlovečenja povezalo tako, kakor zopet nobena druga religija. Svet, posebno pa še človek, ki je najprej v judovstvo, potem pa še bolj v krščanstvo Božja podoba, torej simbol nečesa ali nekoga, ki ga hkrati neskončno presega, ta si svet dobiva simbolno funkcijo. Zato je povsem razumljivo, da je Janez Pavel II. V nagovoru na simpoziju o krščanstvu in kulturi v Evropi še posebej poudaril zvezo med kulturo in religijo, ki v evropskem primeru pomeni predvsem krščanstvo. Pravi takole: evropske kulture ni moč razumeti brez omembe krščanstva. Evangelij je njen temelj. Evangelij, ki so ga neutrudno oznanjali in močno živeli neustrašeni apostoli in nešteti verniki skozi 20 stoletij. Evropa, ki je oblikovala oživljajoča beseda, je odigrala edinstveno vlogo v svetovni zgodovini in njena kultura je močno prispevala k napredku človeštva. Dinamizem krščanske vere je v evropski kulturi razvnel to izredno ustvarjalnost. V svetovni zgodovini je mnogo izginulih civilizacij, bleščečih kultur, katerih sijaj je že zdavnaj ugasnil. Medtem pa se je evropska kultura nenehno obnavljala in se bogatila v dialogu z Evangelijem. Ta dialog je bil včasih naporen, pogosto oster, toda vselej rodoviten. Prav v tem dialogu je temelj evropske kulture, pravi Janez Pavel II. Ker sta svet in človek na njem simbol za krščanske perspektive. Svet v svoji pojavnosti lahko govori, lahko poje, odseva in odraža tistega, ki je večji od njega, ki je njegov stvarnik. Najvišji vrhunci evropske kulturne ustvarjalnosti so dosegali svoj vrhunec ravno po zaslugi tega simbolnega pogleda na vso našo stvarnost. V krščanstvu iz področja nadčasovnega smisla tudi ni izključeno nič, tudi trpljenje in smrt ne, ampak sta iz vse svoje prvotne nesmiselnosti v moči in po zaslugi Božje ljubezni, ki si jo je vzela za najmočnejši, najbolj verodostojen in najbolj prepričljiv simbol ali izraz same sebe, postala najbolj smiselno dejanje, dejanje najbolj čiste in zastojnske ljubezni. V tej religiozni duhovnosti doživlja človek svoj najvišji kulturni in umetniški izziv. Primer, film Božji možje, Les hommes et de Dieu.
Religija torej ni tuja kulture in duhovnosti, ki jo kultura izpričuje in uresničuje. Tudi ni zunaj nje, temveč je njeno jedro, njeno žarišče. Kultura ali duhovnost se v religiji uresničuje v svoji najbolj čisti in neposredni obliki. Religija je, kot sem rekel, prakultura. Po drugi strani pa iz tega tudi sledi, da je kultura tista človeška dejavnost, ki je religiji najbližje, oziroma brez katere se religija sploh ne more izražati. Religija zato kulturo potrebuje. Potrebuje simbolno govorico, ki je govorica kulture. Kot so rekli v srednjem veku, litera gesta docet, quid credas allegorija. Črka uči dejanje, dejstvo, alegorija pa to, kar veruješ. Samo simbolna govorica je religioznosti najbolj primerna govorica, ker je samo v njej ohranjena neskončna distanca, razdalja med tem svetom, iz katerega jemlje alegorija ali simbol svojo podobo, in Bogom, na katerega meri. Toda v ozadju tega gre še za nekaj več. Ne glede na to, da sodobna sekularizirana kultura išče drugačne odgovore na bistvena vprašanja, ki si jih zastavlja človek, kakor jih daje krščanska vera, ju povezuje dejstvo, da sta ena in druga, religija in kultura, v primežu istega temeljnega človekovega vprašanja o zadnjem smislu njegovega bivanja. Obe, religijo bolj, sekularizirana kultura mogoče malo manj, a vendar še vedno dovolj opazno preveva in pravzaprav rojeva iskanje Boga. Iskanje Boga je namreč navzoče tudi tedaj, ko želi kakšna kultura sporočiti, kakšno kulturno dejanje sporočiti, da ga ni in da s tem tudi ni vsega tistega, ki naj bi iz tega sledilo. Če sta religija in kultura tako tesno povezani, še več, če je religioznost prakulturno dejstvo, na kar nas opozarjajo vsa zgodovinsko izpričana dejstva, potem nas ne more presenetiti, kar je izrekel blaženi Janez Pavel II. Ravno v tej stolnici, ob svojem prvem obisku v Sloveniji, se pravi ravno v tistem govoru, ki je bil v uvodu že navajam, leta 96, maja 96. Ko pravi papež takole: v vsakem resničnem srečanju med evangelijem in določeno kulturo se sproži proces očiščevanja in razvoja, ki s časom razodene dotlej neznane možnosti te kulture. To se je zgodilo tudi v srečanju med krščanstvom in slovenskim ustvarjalnim duhom. Vaši predniki so v Jezusu Kristusu spoznali svojega odrešenika in v stiku z evangelijem se je polagoma poglabljal njihov moralni čut. V motrenju Božjega in človeškega lika učlovečene besede se je izostril njihov čut za lepoto. O tem pričajo številne cerkve in znamenja, ki dajejo edinstven čar vaše pokrajine. O tem priča bogatstvo vaših ljudskih pesmi, ki so pogosto prežete z versko vsebino. O tem govorijo zakladi vaše cerkvene glasbe. Krščansko obzorje je v ozadju vaših pesnikov in pisateljev. V istem duhovnem ozračju se gibljajo vaši slikarji. Rodovitna povezanost med kulturo in evangelijem je v vaši zgodovini izpričana tudi na področju šolstva, gospodarstva, socialne dejavnosti in politike, kjer srečujemo vrsto izrednih osebnosti. Med njimi škofa Antona Martina Slomška, ki mu je bila narodova omika, poleg oznanjevanja evangelija in moralne prenove ljudstva, prva in največja skrb. Tako Janez Pavel II. V luči teh
pravzaprav bežnih razlag o tem, kaj je religija in kaj je kultura, nas trditve Janeza Pavla II., ki je bil sam stavek, da je Herkunft hkrati tudi Zukunft, da je preteklost oziroma pretekli izvir hkrati tudi prihodnost. O tem, kakšna bo njena prihodnost in tudi o tem, ali bo sploh še kultura v dosedanjem in polnem pomenu te besede, kako smo jo orisali, bo seveda odločala danes sekularizirana kultura sama. Kar zadeva vero, kar zadeva naše katoliško krščanstvo, ki se podaja na pot nove evangelizacije, pa ni nobenega dvoma, da je zanjo, tako kot v preteklosti, tudi za prihodnost, dialog s kulturo našega časa in okolja, naravna, nepogrešljiva in življenjsko pomembna naloga. Hvala lepa. Srca se zahvaljujem gospodu nadškofu Antonu Stresu za te besede in spodbude. Že na začetku so nas s pesmijo pozdravili naši glasbeni gostje komornega zbora KOR, ki ga vodi Daniel Tement. Sedaj pa jih povabim, da nas s pesmimi iz sakralne in svetne, slovenske in svetovne zakladnice glasbe obogatijo.